podpisali aneks kolektivni pogodbi, 2 sindikata v hiši pa še ne. Kaj to pomeni za nov plačni sistem na RTV-ju? Ja, mi pričakujemo, da bodo tudi vsa 2 sindikata podpisala in to v kratkem času, kajti računamo, da bomo našli toliko energije in da se bomo spogajali, da tudi ta skupni aneks potem podpišemo in potem bi jasno štartali z novim plačnim sistemom. Kje bo RTV dobil toliko denarja za, rekli ste, plače se bodo povečali za približno plačna masa za okoli 15%? Ja, ta plačna masa se bo postopno povečala v 4 letih, oziroma v 4 korakih, s tem, da v prvi fazi imamo nekaj obljubljenih sredstev strani države. V drugi fazi pa bomo, s tem, da v prvi fazi bomo en del pokrivali tudi iz naših rezerv, ki je na račun zmanjšanja števila zaposlenih, saj smo v lanskem letu zmanjšali število zaposlenih za 80 ljudi. V drugi fazi bomo pa tudi morali varčevati v naših hišah. To smo že začeli, tako da iz nekaj teh prihrankov, skupnih prihrankov bi tudi potem financirali to povišanje plač oziroma večjo maso plač. Po drugi strani pa upravičeno pričakujemo po 4 letih, da se bo tudi RTV prispevek spremenil z novim letom. To so naše želje in tudi bi rekel kar zahteve, glede na to, da je do sedaj bila v tem času 16% inflacija in da se RTV prispevek v tem času ni spremenil. Kakšno pa je stanje trenutno, torej finančno, pred ste že govorili o nekih teh številkah, lahko ponovite to mogoče glede izgube in tega? Torej, v zadnjih 2 letih je javni zavod posloval uspešno. To imamo potrjeno tudi v zaključnih računih. Tudi v letošnjem letu, čeprav je visoka inflacija, to nas izjemno bremeni, tako naše plače kot tudi materialne stroške, ampak delamo na notranjih prihrankih in upam, da bomo v letošnjem letu še uspešni, torej brez dviga RTV prispevka, kar je to potem tudi velik uspeh za sam javni zavod. Danes so plače novinarjev na RTV-ju podcenjene, zlasti v primerjavi z ostalimi novinarji, denimo hišo Delo, Dnevnik, ali ste imeli težave pri pridobivanju kadrov novinarskega konkretno? Ja, fluktuacija je kar močna na tem segmentu zaposlenih, kajti tu je pač konkurenca dosti prisotna in torej boljši novinarji, ne vsi, imajo tudi dobre ponudbe od zunaj. S tem, da naši novinarji pa imajo mogoče druge dobre možnosti oziroma prioritete od izobraževanja in do še česa drugega, kar v drugih hišah nimajo. Imajo tudi večjo socialno varnost na dolgi rok, kot pa kje druge. Vemo, da so druge tudi problemi. Sedaj, ko bomo to nekako približali, te plače, ker vemo pa, da drugje ne rastejo plače, da celo stagnirajo, jaz mislim, da bo večje zadovoljstvo med našimi novinarji, pa ne samo med novinarji. Jaz moram reči, da mi podpiramo dvig plač za cel javni zavod kot celoto in da tukaj, to smo že večkrat rekli, tukaj bomo skušali biti pravični. Torej, novinarji so en del, pomemben del, ampak imamo še druge poklice, dosti pomembne poklice v naši hiši. To moram posebej podariti. Pa se vam zdi vse malo nesramno, da v en koš mečete dvig, oziroma bom rekel, grozite nekako, ali pa napovedujete dvig pač RTV prispevka, ob tem, ko podpisujejo, pač da izpade, kot da so novinarji glavni krivci za ta dvig? Ne, to nismo rekli. To nismo rekli, ampak sedaj opozarjamo na to dejstvo, da se RTV prispevek že 4 leta ni spremenil v tej družbi in opozarjamo na dejstvo, mi nismo tega krivi. Te inflacije, ki pritiska na nas, se pritiska tudi na druge, ampak ob dejstvu, da je naš RTV prispevek realno nižji za 15% kot pred 3 leti, v tem trenutku, jaz mislim, da imamo upravičeno zahtevo. Ne nazadnje, imamo pozitivne primere v Evropi, recimo lansko leto v Nemčiji, ko je ustavno sodišče se postavilo na stran javne televizije,
in so dovolili dvig RTV prispevka v višini letne inflacije. To je naša zahteva oziroma želja je, da se RTV prispevek realno dvigne nekaj manj, kot pa je znašala inflacija v tem času. Jaz imam še zadnje vprašanje. Imate kakršnekoli pomisleke v zvezi s tem, da zdaj novinarji postajajo javni uslužbenci? Jaz nimam pomislekov, kar se tega tiče. Mi smo v okviru javnega sektorja, mi zastopamo javni interes, potem so tudi najbolj novinarji javni uslužbenci. Jaz ne vem, kaj pač najbolj se bodo moja sprijazniti tudi novinarji s tem. Hvala. Hvala lepa.